Ukinitev nepotrebnih ustanov in odprava nelojalne konkurence, odločna davčna reforma ter izobraževanje po meri potreb gospodarstva so tisti ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja, ki so jih kot prioritetne izpostavili gospodarstveniki na letošnjem vrhu malega gospodarstva. Izhodišče za razpravo je bila agenda malega gospodarstva, ki so jo na Gospodarski zbornici Slovenije pripravili predvsem predstavniki nove generacije podjetnikov. Potrebujemo pomoč v obliki hitrih ukrepov. In verjamem, da predlogi, ki smo jih danes predstavili, nam bojo pomoč, da bomo naredili korak naprej v pozitivni smeri. Jaz mislim, da bi morali delati nekaj v smeri digitalizacije celotne javne uprave, v smislu, da čim več storitev bi potekalo po digitalnih poteh. Ne nam pustijo, da delamo v konkurenčnih pogojih. To meni pa zmerni davki, hitro odpuščanje in zaposlovanje, predvsem pa ne nam pustijo, da nagrajujemo tiste delavce, ki so dobri s 13. in 14. plačo, ki ne bo cedularno obdavčena. Ključno je pa to, da želimo, da je Slovenija takšno okolje, v katerem lahko podjetniki delujejo v primernem okolju, kot je v tujini. 5. vrha malega gospodarstva, ki ga je 15. junija 2016 organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, se je udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar. In tukaj so zagotovo vse te pobude, vse te ideje, še posebej mladih gospodarstvenikov, izjemno pomembne. Tu jim moramo prisluhniti, gledati naprej, biti moderni, iti v digitalizacijo. Gostje iz Evropske unije so na dogodku predstavili dobre prakse svojih držav na področju digitalizacije, zakonodaje, financiranja in prenosa lastništva malih in srednjih podjetij. One of the main ideas of this program is to create a trust zone in which the buyer of a company and the seller of the company feel comfortable and able to reach an agreement. And at the same time provide legal, fiscal advice to the companies that are interoperating. V zaključnem delu srečanja se je na predstavljene predloge podjetnikov odzval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Sem vesel, da se skoraj v celoti ujemajo pogledi na to, kaj bi bilo potrebno narediti na področju davčne reforme in gospodarske zbornice in obrtne zbornice našega ministrstva. Zdaj samo vprašanje, koliko smelo bomo uspeli zakorakati s tem prvim korakom. Kako pa so vrh in predlagane prioritetne ukrepe ocenili udeleženci? Današnji vrh mi je zelo v redu bil in mislim, da bodo deloma tudi skoraj vsi izpeljani. Zelo pohvalno je, da smo v podjetniških vrstah ugotovili, da pravzaprav imamo popolnoma enake težave in zelo podobne predloge rešitev teh težav, tako da gospodarstvo je poenoteno. Odlično, moram reči, odlično. Jaz mislim, da je bila agenda čisto prav sestavljena. Vesel sem, da je ta vrh nastal v sodelovanju toliko veliko majhnih podjetij, da so se podjetniki in tudi družbe začele ukvarjati od samo organizacijo posebino, ker pomeni to samo projekt Gospodarske zbornice, pa je to projekt podjetij in Gospodarske zbornice. In se mi zdi, da tudi s obiskom predsednika vlade, ministrstva za javno upravo, ki je odgovoren za digitalizacijo pravzaprav države, in ministra Počivalška smo dosegli te prave poslušalce in tiste, ki lahko pravzaprav spremenijo sam potek okolja ali pa pripravo okolja za malo gospodarstvo. Druga stvar, ki pa je pa v tem, da morajo mala podjetja, podjetniki čutiti, da se lahko vključijo v proces in da je Gospodarska zbornica pravo okolje, kjer se jih sliši in kjer lahko dosežemo neko dodano vrednost. Čas pa je, da preidemo od besed k dejanjem.